preveč najprej bomo še imeli nekaj malega serije predstavitev, tako da se lahko to serijo, da ste še gosti jedili, potem pa še en par primerov ravnih praks na skupah projektov. Petra bi predstavila dva primera, jaz bom pa mogoče, če bo še dva, ampak če bo pa tudi malo skrajša. Mogoče se začnemo. Torej, dva primera dobre prakse projektov Urbak iz prejšnjega programa Urbak 2, ampak kot ilustracija, kako pač kakšni so projekti. Jaz sem zdaj se nekako došla za dva projekta, čeprav je pač zelo veliko teh dobrih praks, ki bi pač vredne predstavitve se naberejo, projekt projekt Healthy Aging, to je pač zdravo staranje, katerega vodilni partner je bil Iden v Italiji, mogoče pa so bili drugi partnerji Clive Agenzu, Brighton and Home pa Poitiers. V bistvu je šlo pri tem projektu, da ni bilo to izvajalsko mreže, o katerem smo prej govorili, ampak prenosno mreže in so v bistvu partnerska mesta se prizadevala vnesti neke dobre prakse, ki jih že izvajajo v Sloveniji. In sicer so bili cilji ustvariti profil nekega mesta, ki omogoča zdravo staranje, ki izhaja iz 22 kazalcev, če da se nič od dostopa do zdravstvenih storitev in socialne podpore in tako naprej. Potem drugi cilj je bil v bistvu razviti in uporabljati nek sistem mapiranja z uporabo žnika in sicer gre za s pomočjo pač nekih baz podatkov, ki že obstajajo v nacionalnem zbiranju podatkov, pridobiti, pripraviti nekaj karte, v katerih je mogoče videti, kje v mestu recimo je veliko starejših ljudi in kakšen dostop do storitev imajo tam, kjer so, ali so tam avtobusne postaje, ali so tam zdravstveni domovi in tako naprej. Potem tretji cilj je bil v bistvu uvedba sistemov posvetovanja, to pomeni, če pripravljamo neke ukrepe za starejše, da se pač seveda z njimi posvetujemo, da jim počnemo razvijanje nekih rešitev. Četrti cilj pa je v bistvu spodbujati priložnosti za starejše, da ostajajo fizično, mentalno, družbeno aktivni, da se v bistvu že preventivno dela na tem, da je njihova starost koristna. To so v bistvu primeri zdaj nekaj teh zemljevidov, ki so jih pripravili. Ta spodnji je v bistvu spletno orodje, na katerem je tudi mogoče pripraviti neke svoje zemljevide in jih vnašati za neko skupnostno oblikovanje zemljevidov. Zakaj so neka glavna priporočila, ki izhajajo iz tega projekta, so pač to, da uporabljamo tehnologije, ki jih imamo na voljo, za pač neke dobre rešitve, da je zelo pomembno medsektorsko povezovanje in pa pač vključevanje deležnikov, to pomeni, da če pač razvijamo nekaj starejših ljudi, da jih pač seveda vključimo in to pač tudi že del rešitve, da pač se z nečem ukvarja. Za drugi projekt, ki bi ga predstavila, pa je Sustainable Food in Urban Communities. To imate predstavili slab, če ste ga vzeli, torej pač trajnostna hrana v lokalni skupnosti. To so partnerska mesta, torej razporejena v celi Evropi. Težava je seveda znana, te skupne fotografije, to se nekako kroži po državnih mrežih, se mi zdi, pač zakaj zapakirati sladje, ki že ima lupino, ki to omogoča. Pač to mreže se pač ukvarjamo z tem problemom, z izgubljenim stikom, s pridelavo hrane, uporabo hitre hrane, pridelane hrane.
in pa pač kako pridelovati hrano v mestu. Osredotočili so se nekako na vse te tri vidike, torej pridelave hrane v mestu, torej na lahkoni, nekih skupnostnih vrtičkih, kako poteka dostava hrane, kako se jo da bolj trajnostno zastaviti in pa potem na koncu tudi pač uživanje hrane. Zato še nekaj primerov. Na primer, v Bruslju so v prvih študiji ugotovili, da sicer veliko ljudi se želi pridelovati doma prihodilišča, sadje zelenjavo, ampak zato nima dovolj časa in znanja. Zato so pripravili delavnice v vrtnarjenju, vzpostavili so nekaj mrežo strokovnjakov, ki jim bodo svetovanje o vrtnarjenju in pa pač neko svetovalnice, kam se lahko vedno prebivalci obrzajo za vprašanja. Pripravili so v bistvu tudi tak grow your own kit, torej pač neko škatlo semeni in pa k temu potem v bistvu neka mesečna priporočila, nekaj nasvete, kako, kdaj, kaj predelovati, posaditi. V Amersfoortu na Nizozemskem, sicer se verjetno malo slabše vidi, ampak so pripravili tak zemljevid, kjer so označili vse obstoječe vrtičkarske iniciative in pa tudi vse potencialne lokacije za vrtičke. In v bistvu je to že, ta zemljevid je že rezultat nekega sodelovanja med prebivalci, ki recimo vidijo neko območje, kjer bi lahko bili vrtički in pač to predlagajo v bistvu občine, ki potem pa zazna dejansko te potrebe in pač kje so te iniciative, ki jih lahko občina s svojimi aktivnostmi tudi podpre. Tretji primer pa je socialna trgovina v Lyonu, kjer je mogoče kupiti ekološko pridelana, torej bio-organska lokalna živila. In sicer pač izhaja iz tega, da obstaja zelo močna povezava med revščino in zdravjem. Torej, seveda, če si pač ne morete privoščiti raznolike zdrave prehrane. In sicer deluje ta trgovina po sistemu dvojnih cen, navezuje se na članstvo, po katerem se potem ugotavlja in ustrezate pač nekim kriterijem, da kupujete izdelke po ceni, ki je približno pol manjša kot pa na trgu. Če pa seveda podpirate to inicijativo, ko vseeno hočete pač tam kupovati, pa pač kupujete pri malo višji ceni, kot se pojavlja na trgu. In v bistvu ta trgovina torej ni samo neka oskrba s hrano, ampak tudi v bistvu krepi družbene vezi med ljudmi in v bistvu preprečuje neko tako izobčanje tistih, ki si pač mogoče ne morejo privoščiti, da bi to hrano kupovali v običajnih trgovinah. Zdaj, iz tega mreže je šlo res ogromno zelo zanimivih priporočil za mesta, jaz sem samo nekaj izbrala. In sicer pač pravijo, spodbujate vse pobude, ki v mestu obstajajo, ki so povezane z pridelavo hrane. Ali so to pobude, ki spodbujajo vključevanje nekih družbenih skupin, ali gre za izobraževanje, ali je to prednova, ali so umetniški projekti. Spodbujate povezovanje med njimi, izmenjavo idej in pa omogočite jim vidnost, pač ozaveščate s tem, da obveščate s tem, da obstajajo. Spodbujate pridelavo hrane med prebivalci, podprite jih z zemljišči, z postavitvijo nekih vrtičkarskih skupnosti. Skupnosti vrtički so pač tako tema v Sloveniji. Tudi pač nekaj pisarn imajo nekatera mesta, spletno podporo, potem izobraževanje in pa pač to solidarnostno razdeljevanje presežkov hrane, vzajemno izmenjavo, tudi imamo pri nas že super deluje za izmenjavo. Potem pa je pač lahko hrano vidimo tudi kot neko razvojno priložnost, torej kaj je neka lokalna hrana, ki definira identiteto mesta, kulturo, ki potem lahko tudi nek produkt, ki postane znamka in tudi pripomore po gospodarstvu.
se več kot vidno, kakšni tipi recimo ukrepov so podprti na okviru urbanstva. Nekatere stvari so lahko tudi na lokalni ravni konkretne. Skozi pač te veliko mreženje in tako naprej se v končni fazi da marsikaj veliko prodati, da tako rečem, tudi nekaj take. Zdaj bi pa še dva projekta predstavil, sam zaradi vsebin mogoče, ki bi lahko bile zanimive, pa tudi, da malo predstavimo še druge projekte. No, enega v enem sami sodelujemo in je bilo formirano, bi rekel, po zelo taki poti, kot ne bi se zgodilo na enem informativnem dnevu, da so partnerji povezali in se potem dogovorili o izvajanju. Poteka pa v okviru programa Evropa za državljane, vodili partnerji pa občina Ajdovščina, ne vem, tam so tukaj kolegov, nisem videl kolegic, ki so v tej pisarni. Gre pravzaprav za eno tako temo, ki je splošna evropska, skratka neka mesta, ki so zlasti mala in srednja mesta, so pogosto podvržena nekemu nazadovanju in posledica tega so recimo neke prazne stavbe, pa neka opuščena zemljišča. In seveda občine imajo možnost s tem ravnati na veliko javna lastnina nepremičnin je ena od redkih pravzaprav vzvodov, ki občine imajo v svojih rokah, poleg pač nekih omejenih razvojnih politik, ki so dosti bolj omejene pravzaprav z državnimi predpisi. Tudi bolj na posod po Evropi podobno. Problem, ki ga ta projekt naslavlja, je v tem, da pač se zgodi, da so nekateri prostori lahko leta in leta prazni zaradi takšnih ali drugačnih razlogov in da je to tudi posledica tega, da se pravzaprav o tem, kako ravnati s temi prostori, ni veliko, bi rekel, javne diskusije. In to sta pravzaprav dva taka vzvoda, s katerimi, na osnovi katerih se je potem projekt razvija neke rešitve. Skratka, ideja je poiskati neke nove rešitve, kako naslavljati to, da pač bi te nepremičnine spravili v rabo, da seveda upravljanje teh nepremičnin ni samo prodaja, kot je najbolj pogosto, recimo pri nas, ali pa v Srbiji, kjer so tako, da so tudi partnerja v Črni gori precej podobno. Ampak pač tudi in da seveda se v to ne vključuje občine, kot smo že rekli. Te rešitve pa bi seveda pa se iščejo skozi neko to evropsko platformo, želimo si pravzaprav vzpostaviti neko dolgoročnejšo povezavo med temi malimi in srednjimi mesti, ki imajo teh problemov, ki jih je stotine in stotine po Evropi, recimo s podobnimi problemi. In z nekimi primeri dobrih praks, kot v Urbah, ki pravzaprav tudi poskušamo operirati. No in o partnerstvu še nekaj izvaja ga 7 mest od Baltika do Balkana, iz Latvije, Nemčije, Slovenije, Hrvaške, Srbije, Črne gore. Bistvo pri tem programu Evropa za državljane so dogodki, skozi katere pač imajo neko lokalno in neko mednarodno dimenzijo in ta lokalna dimenzija so praviloma neke delavnice, skozi katere se pač iščejo te rešitve. 3 dogodki so zdaj že bili minili v Ajdovščini v septembra lani, v Nikšiču februarja, oziroma decembra je bil februarja, v aprila pa v Puli, potem pa do konca leta še v Latviji, Nemčiji, v Mariboru, kjer bo zaključen. Toliko o tem, zdaj je pač tole spletna stran, kjer se da tudi, bi rekel, nekaj, ne samo informacije, tudi tudi, bi rekel, vključiti se na način vsa informacija o prihodnih dogodkih, pa prihodnih aktivnosti te mreže lahko dobi vsak. Čisto, bi rekel, kot ena taka ilustracija tega, kaj lahko tudi neki drugi programi omogočajo, ki so vsi, bi rekel, zelo na nekih mehkih vsebinah. Zdaj sem pa tle spet živo kurzor. Da še drug projekt predstavim, ki je pa nekaj drugačen. Tukaj je pa zanimivost to, da se projekt, ki se ukvarja je lani
bil prijavljen, ko pravzaprav begunci še niso bila taka pereča tema, se pa ukvarja s tem, kako begunce vključiti v spet oživljanje nekih zapuščenih prostorov v mestih na način, da pač s tem se prispeva k namestitvi in integraciji v drugi strani. No. Kar je zanimivo pri tem projektu je, da ni financiran iz nobenih evropskih programov. Pač pa je mogoče zanimivo vedeti, da recimo Nemčija sama en kup enih razpisov raznih privatnih fundacij, nevladne organizacije mogoče malo bolj poznamo zdaj to že, ampak mislim, da so marsikateri odprti tudi za občine in je to vredno malo pogledati. Važno je ponavadi v takih primerih, da so kakšni partneri seveda iz Nemčije, ampak ni pač za zanemariti te možnosti, ko se razmišlja o pri recimo takih velikih rešitvah, predvsem zaradi tega, ker je administracija takih projektov bistveno lažje kot v EU projektu. To je, ko bi rekel, pač zelo lahko se je zmeniti za spremembe, lahko se mogoče tako. Nekak je precej manj tega administrativnega bremena, kot smo ga pa navajali v evropskih projekcih. No, v tem projektu seveda se išče neke, se skuša begunce vključiti in prosilce za azil tudi v neke iskanje in oblikovanje nekih rešitev in to pomembno je to, da so pač cilje iskanje namestitve, da so te projekti potekajo v javni sferi, da omogočajo aktivno vlogo beguncev ali pa prosilcev za azil, da ustvarjajo neke sinergije med različnimi akterji, recimo posamezniki, občinami, nevladniki, zasebniki, in pa da je ta kreativna vloga teh beguncev ali prosilcev za azil nekako uporabljena, no, da sodelujejo pri različnih fazah tega iskanja rešitev. Zdaj pač projekt pravzaprav deluje predvsem kot zbirka nekih dobrih praks na to temo in skozi iskanje nekih modelov, ki se lahko razvijajo naprej. Pilotni projekt je v nemškem mestu Oberhausen. Seveda različni so pa deležniki, ki se pri tem nastopajo, ampak tisto, kar bo zagotovo ostalo za naprej, je neka zbirka dobrih praks in nekih idej, kaj pravzaprav iz tega naprej delati in upscaling, kot se temu reče, skratka neke večje pobude na evropski ravni iz tega narediti. V istem razpisu je bil recimo tudi ta spletni portal Refugees Welcome nemški podprt, ki je recimo bil pa zelo odmeven v tistih mesecih, poletnih in zgodnjih jesenskih, ko je bila to tema. Tukaj imam zdaj nekaj dobrih praks, ampak pravzaprav ne bi šel skozi to. Eno italijansko mestece so dejansko zanimivo, ki je pač bilo nazadujoče, skoraj prazno mesto, je potem odkrilo pač možnost, ki jo je italijanska država ponudila skozi nek sistem namestitve in financiranje te namestitve. Potem je ta projekt nekaj kuhinje, mobilne kuhinje, ki jo skupaj oblikujejo v tem nemškem mestu Oberhausen, tako begunci in pač lokalna kulturna organizacija in potem potuje po različnih mestih in pač skozi hrano omogoča neko zbližanje kultur. Nek podoben primer neke delavnice socialnega podjetja, Mula tudi iz Nemčije, ki je organizacijska delavnica in blagovna znamka tudi deluje. Seveda so begunci za begunce sami so zagnali in se vključujejo oziroma druge v razvoj naprej. Hotel, ki ga begunci za begunce nudijo v Augsburgu v Nemčiji, skuhna je pa primer iz Ljubljane, to pa da poznate vse približno, skratka primer neke spet zbliževanje skozi hrano, ki je tudi kot neke vrste socialno podjetje deluje, kjer pač te migranti oziroma begunci, ki so se priselili k nam, omogočajo pač seznanjanje s drugimi hranami. Drugače pa deluje kot normalna restauracija na Trubarju v Ljubljani. Znači, to je v bistvu vse, kar sem želel povedati, pač predstavitev še nekih drugih programov.
kar bi zdaj želeli dobiti, so potrebe občin. V zvezi s predvsem temi razpisi programa Urbakt. Ampak seveda, ko bi razvijali te ideje v nadaljnih fazah, mogoče seveda dobimo tudi idejo, da se lahko kakšna stvar na kakšen drug razpis prijavi. Zdaj, v dveh stopnjah smo si nekako zamislili tole delavnico. V prvi fazi bi dali 5 minut vsakemu posamezniku oziroma predstavniku občine, da predstavi enega ali pa tudi lahko več ključnih izzivov oziroma pač problemov, s katerimi se bi občina želela soočiti, in zraven napiše, v kateri fazi je tudi ta reševanja je občina pri tem problemu. Se pravi, ali šele pripravlja strategijo recimo na to temo, ali je pa že v fazi izvajanja tega. Se pravi, gre nam za to, za kater tip omrežja Urbakt pravzaprav bi bila primerna taka rešitev. Skratka, ali pa ta tretje, da veste za en dober primer v tujini, ki bi ga želeli prenesti pač v svoje. Se pravi, napišete na isti listek, opišete problem, v čim manj besedo, z eno besedo, ali temo, in napišete, v kateri fazi reševanja je občina oziroma naslavljanje tega problema. Ali je skratka priprava strategije, akcijskega načrta, to je jazda ena, tako da bi bilo lažje se orientirati, Peter, mogoče napišemo. Ena, skratka, je priprava strategije ali akcijskega načrta, 2 je izvajanje te strategije, 3 je pa prenos dobrih praks. In zdaj si vsak sam to zapiše, potem bomo pa mi skušali potem te vaše odzive skupaj v pogovoru z vami pogrupirati v nekih recimo 4-5 glavnih tem in se potem v naslednji fazi po mizih pogovarjati, kako bi tiste teme razvili v neke veliko projektne ideje, mislim tega pač v kateri fazi razvoja so. Torej, sem bil razumljiv ali je kakšno vprašanje? Jaz bi zdaj pač vas kar prosil, pa vas bom še spolno 5 minut, da pač napišete eno ali več izzivov, vsak izziv pa ne bo na svojem listku. To je važno, da jih bomo lahko pač razporedili.
Še minuta. Začnemo pobirati listke. Sej vam bo še kakšna ideja lahko kapljena, če še potiko. Kdo začne? Evo, začnemo. Veliko. Mislim ga. A ste se skupaj posvetovali? Ja, se. Zapuščeno stanovanje v mestnem jeziku. Ja. V kateri fazi je? Ja, to bi jaz še vedno rekel, da je strategija treba še razpraviti, ali ne? Ja. Se pravi, ena. Ok. Imamo tisto stanovanje. Je tudi prva faza to, še naprej, če kakšni izziv ste se zelo osredotočili na to. Prav, ok. Naprej, ok. Tudi tako imamo sodobni problem. To sta potem dve, dva Prav to se v bistvu tudi povezuje z tele starim jedrom. Ok, in je tudi, vsi so v prvi fazi. Ok. Naprej. Imamo še kaj povazili. Se že kaj ponavlja. Prav imamo razprošeni potem po mestu. A je to svoja tema ali ga damo? To je svoja tema. To bi dal, kako bi temu rekla? Je to nek mikroturizem, nanoturizem, ki v tem smislu lahko? Eno, zdaj zapišem.
zapuščeni objekt sodelavske občine, to je praznjenje mestnega reda ali stanovanja, ali prav posebna tema. Objekt je poslovni, se pravi tukaj. Okay. Poživljanje mestnega reda, no se to je tukaj podobno, ne? Faze so edin različne, tukaj je mogoče ena, tukaj pa to pomeni, da že imate neko. Zelene površine, to gre pa lahko tukaj, faza je pa 2. Okay. Še naprej, še kakšen listek tukaj je, to smo izčrpali. Dobro, naprej. Se izjem, ja. Če znam, ja lahko pomeram še naprej. Ok, še kaj? Varnost, to je čisto nova tema. V izvajanju pomeni, da je druga faza to. Ja, mi imamo pač vizijo 25, dožljanja 2025 in tam je že zajeto to noter. Tudi so različne aktivnosti, ki potekajo, da se pač potem poskuša to čim bolje ohraniti, ampak ni pa kakve strategije zdaj na teh področjih posebej za to. Je pa bistvenega pomena, sploh zdaj z dogodkom pred 2-3 dni, da se ponovno spet Okay. Upravljanje zelenimi površinjami lahko na to tukaj zraven? Ja, lahko, ja. To pa je tudi v drugi fazi. S tem je pa v bistvu tako, da pri nas ne gre toliko za samo ozelenitev, zato ker je pa 60% zelenih površin že a priori, ampak je treba pa z njih upravljati. Imamo tudi v 4 krajinskih parkih, pa 3 mestni gozdovi. Zdaj nekaj je zajeto v trajnostni strategiji, to trajnostna strategija mora upravljena za CTN. Nekaj bo pa seveda tudi posamezne nove strategije, ne vem, za zeleno infrastrukturo v mestnih območjih ali pa upravljanje z gozdovi in tako naprej. Bolj specializirane. Okay. Se tudi jaz mislim tukaj tudi drugače razumem, ja, da gre upravljanje je v resnici tista tema, ko govorimo o zelenitvi, sej drugače se ne da. Tukaj gre za parke, ampak tudi če gre za ne konsolidirane površine, še zmeraj upravljanje. Ali pa težja. Preprečevanje delovne izčrpanosti in izgorelosti oziroma med prebivalci mesta prezaposlenost. Ja, tema nezaposlenosti je pa že velikrat obdelana, prezaposlenosti pa v resnici ne. Ja, jaz mislim, da to lahko... Mislim, to... Zelen sistem mesta, rekreacijske prostitev, mnoga, a bi to lahko dali zraven k ozelenitvi mesta na nek način? Ja. Ok. Torej, zdaj ne bomo zdaj 4 črtice, še eno. Miza imamo. Akcije v kakšnem smislu za demokracijo. Upam, da... Upam, da je pomembno. Podatko pristori, recimo. Ja, to je res. Ok.
Gre za varianto, pravzaprav neizkoriščenih prostorov, ampak neizkoriščenih zemljišč na drugem nivoju, nekaj, kar je čisto sveže. Pa staročasno je zelo klasika. Ja, to pa vidim. Se pravi, imamo še enkrat star misli jedno. Faza je tudi druga, ker je tudi še se nadaljati. Potem imamo pa dve novi temi. Ena razvoj oziroma poraba obstoječih poslovnih con. Kako bi to formulirali kot učinkovita raba? In potem imamo še open data, se pravi podatki, dostop do podatkov, e-demokracija, podatki o prostorih, Internet of Things, ja. Ampak važno je to, da so podatki odprti, no, to po mojem se mi zdi ključna stvar tudi. Da so dostopni, ne? Ja, potem imajo vsi, ne? Ja, kaj je počano, ja, to je kaj je. Če bi se bil vse tole pomalo. Imamo veliko tem, malo preveč. A lahko kaj? Še kaj? Spodbujanje gozdnih vrtcev, zavedanje življenja. Gozdne vrtce bi dal pod zelene površine, zavedanje življenja, kot ja preobremenjenost. Ja, ok. Zdaj, pri nadaljem, ja? Ne samo tudi razno stanovanja, s tem tudi reševanje stanovanjske problematike. Ja, se pravi dostop do stanovanja. Ja. Zdaj, meni zanima, ali je ob tem dobil kdo še kakšno idejo, ali bi še kakšna občina se želela še kje pridružiti, recimo, kakšni od teh idej. Pa jih ni izrazila, recimo. Pravno mesto, ja, to tako jaz mislim, da ni dilema, da gremo naprej po delavnice. Pri ostalih smo pa bolj izenačeni. Mislim, tole so gotovo take teme, ki so zelo široke in se marsikdo bi lahko v njih našel in varnost seveda tudi nujno. Učinkovita raba prostora je, sem rekel, ja, seveda tudi tema. Se jo je pa na evropski ravni mogoče bo težko najti podoben problem, ker je malo specifično slovenski problem. No? Ne vem, če se podobnimi težavami srečuje veliko mest v Evropi. Ta prezaposlenost se mi zdi pa zanimiva kot neka sveža tema. Kakšne so posledice? Ne vem, ker pač v kontekstu nezaposlenosti seveda, ne? Kaj je to? Pa jaz imamo tudi nezaposlenost, v drugi strani pač delež ljudi, ki so prezaposleni. Ne vem, jaz bi zdaj, pač ideja naša je bila, da se zdaj še pol ure približno poskušamo posvetiti posameznim tem temam in razviti mogoče neke projektne ideje, kjer bi lahko kdo skupaj sodeloval, ali pa čez eno samo mesto že ve, pravzaprav mogoče to niti ni nujno potrebno. Zdaj imamo pač kar 8 tem. Kako preberete še enkrat, prosim, vse to? Ja. Prva tema je dostop do stanovanj in problem praznih stanovanj. Druga tema je praznjenje starega mestnega jedra in pač kako naslavljati to in zapuščeni objekti. Tretja tema je ozelenitev oziroma upravljanje z zelenimi površinami.
Četrta tema je tako imenovani nanoturizem, se pravi razpršeni hotel. To so turistična tema, kako mogoče se to povezuje s katero od prejšnjih tem, ali za stanovanje, ali za praznjenje mestnega jedra. Peta tema je varnost meščanov v luči recimo terorističnih grožnj in drugih varnosti, ful širša tema, recimo poznamo primere projektov, ki so se ukvarjali samo recimo z občutkom varnosti, ne vem, mlajših žensk recimo, ker je seveda čisto drugačen način dojemanja varnosti. Tako to je ena dosti široka tema, se je že veliko tudi delalo. Prezaposlenost, nasproti nezaposlenosti, učinkovita raba prostora, zlasti s poudarkom na uporabi in izkoriščanju obstoječih poslovnih con. In ta zadnja, 8. tema, imamo tle tako imenovani open data, oziroma javni dostop do podatkov o, na primer, prostorih, z dostopom do e-demokracije in v povezavi z Internet of Things, se pravi, to je, poznate, povezava različnih teh podatkovnih oziroma teh informacijskih tehnologij pravzaprav v eno strukturo, ki potem pravzaprav nekaj vrste pametno mesto v dobesednem pomenu. To je tisto, da se mesto samo odziva na neke da se samo na naše potrebe odziva zelo pa nami. Lahko se vseh 8 tem naprej lotevamo, ampak potem bo kdo mogoče sam ostal. Lahko pa ostanemo tukaj pravzaprav. Zdaj, mislim, koliko daleč iti naprej. Za nas je zanimivo to, da bi tele dve temi sta gotov taki, kjer je zanimivo tako za akcijska omrežja, za pripravo strategije, kot za implementacijska omrežja, za izvajanje strategije. To je po mojem za nas važno podatek. Mogoče se lahko samo s temi dvemi temami naprej ukvarjamo, ker je pač interes največji. Kaj naredimo? Se vam zdi smiselno nadaljevati z nekim razvojem projektnih idej? Mi bi namreč radi prišli do tega, kako narediti en korak naprej, kako organizirati tiste delavnice, ki jih imamo predvidene za naprej. 4 delavnice, ki smo jih predvideli. Na kateri od teh tem bi jih imeli. Lahko bi teoretično tudi 2 temi združili na eni delavnici. Tako da sam potem bi mogel biti pa dovolj velik interes za to. Na tistih delavnicah bi potem pa bolj konkretno razvijali posamezne projekte ideje. Zdaj, glede na to, da imamo 8 tem, bi lahko šli tudi pač po 2 Ja, te 2 temi bi zaslužili svoje delavnice, tako se nam zdi. Prezaposlenost aplikacije nekaj površina, da bi to mislim, da se skozi zelene površine izvorjetnost zelo lepo. Mislim, da bi se... Mogoče, čeprav se mi zdi vredna svoja obravnava, ker je drugače, ne bi bila zdržati. Kaj pa, če probamo še z glasovanjem? Ne vem, se vidi, pač imamo listke za glasovanje. Vsak dobije listek, pa pač... Ne, imamo še tudi pikice te posebej. Če ga predlog, kako se odločamo? Švigo prav. Švigo prav, ok, švigo prav. Ok. Jaz mislim, da bi se nanoturizem lahko za praznjenjem starega jedra najlažje, recimo. In stanovanje, ok? Prav stanovanje je posebna problematika. Na mestem jedra. Ok, vas predvsem to zanima. Ok? Zato jaz sam to je tudi oživljen, ja, da ti uspešno ti vrnete nazaj v jedro. Da živijo Skratka, nas zanima predvsem, ker stanovanjska politika je vrlo svoja tema ful široka. Tako da in vemo, da bo Urbak podprl en projekt na to temo zagotovo. Med tem ti na enem stanju, da se
povezuješ prebivalce v mesto jedro, po drugi strani pa oživljaš mesto jedro z dejavnosti, ki so pa mogoče včasih vključujoča z stanovanjem. To si nabija najbolj. To je res, turizem pa stanovanja se včasih izrazito tepeta, na primer, ja. Ok, pa je to smiselno skupaj obravnavati, skratka. Veljavno. Potem smo tukaj, zdaj imamo že, to se pravi, tole je ena tema, nanoturizem tudi, to je druga, kjer se seveda pride do prepletanja. In pa imamo še 1, 2, 3, 4 teme zraven. Ja. Glasujemo. Zdaj, jaz mislim, da v teh dveh niti ne bi glasovali, ker se mi zdi, da je pač konsens glede tega precej velik, da sta potrebni. O ostalih, kaj se nam zdi? Kaj se zdi obrok, kot smo rekli? No? Vse se sliši zanimivo, ja, vse se sliši. Enač pa poprobamo kaj nasloviti bolj ali manj vse, pa mogoče še kakšno najdete. Ja, zdaj imamo 5, ne? Ena preveč. Ja, da v eni delavnici da naslovimo 2 temi. Ja, se to upaš. Prav, pa bomo tako šli naprej. Zdaj, mogoče se še kakšna ideja pojavi, pa bomo potem videli, če se bo še kaj danes združevati. Mogoče se še Saša malo posvetujemo, ker bi to radi povezali seveda tudi s komisijami SOS-a. No? Zdaj imamo 5 tem nam je ostalo, so prevečujem, če se kaj, to ste kaj produktivno debata. Imamo, da povzamemo, praznjenje mestnih jeder, povezavi za stanovanje in nanoturizmom je ena tema. Druga je ozelenjevanje in upravljanje zelenih površin. Tretja je varnost. Četrta je prezaposlenost, nasproti nezaposlenosti. Četrta je učinkovita raba prostora in peta so odprti podatki. Zdaj smo sklenili, da imamo vseh 5 tem naprej peljemo. A je to skladne s komisijami, recimo, ki jih imate tudi v okviru, bi se dali še s kom povezati to? Ja, skladno Open Data imamo komisijo za e-poslovanje, ki se ravno zdaj dogovarja tudi z Ministrstvom za javno upravo. Bomo naredili eno srečanje, ne vem, toliko se že slišali napovedi za ta državni oblag, pa Krnino. In kje so zdaj občine v tej zgodbi, minister za javno upravo hodi po Ameriki in se dogovarja z IBM-om in Microsoftom, kako Slovenija zelena referenčna država, digitalna v Evropi. Torej, mi tudi smo prepričani, da državljan oziroma občan ne rabi ločiti, kadar koristi neke usluge, ali je zdaj to državna raven, ali je občinska, ali kje je zdaj kaj ureja. In enako podjetje in tak naprej, tako mislimo, da morajo biti te e-storitve, naprimer, in to dostopne enako vsem in država ne bo nikdar zelena in referenčna, če ne bodo tudi lokalne skupnosti in njihovi odprostorski. In vse, kar pač sodi zraven, vključeni, tukaj gremo v isto smer z istimi koraki. Tako da, ja, to bi rekla, ta komisija naslavlja komisija za turizem, ki deluje pri SOS. To je višlo s mestnim jedrom, ne? Tako. Ja, to je razpošljeno hotelje. To je tudi s tem. Ja, ok. Kaj pa stanovanja, pa to je združljivo? Ali bi sebi lahko dve komisije tudi skupaj se sestali? Ja, imam tudi komisijo za stanovanjsko vprašanja, pa prostor. Zdaj, ta stanovanjska politika, malo na eni strani se ukvarjamo na področju turizma z tem sharing economy, Airbnb in to, in bi po eni strani želeli poenostaviti postopke v, naprimer, več stanovanjskih stavbah za pridobivanje soglasij, ker se velja, da rabiš, kdorkoli želi oddajati, rabiš 100% soglasja od sosedov. V Sloveniji mnogo nikoli. Tudi Slovenija stanovanjska zakonodaja, to je dejstvo. Po drugi strani pa ti, ki oddajajo, praznijo
stanovanja in turizem kot pravzaprav dva nasprotujoča si lahko pola istega problematike na državi na mestu. Tega trajnostnega vidika, rabe prostora, če imamo prazna stanovanja oziroma prazne hiše v naseljih, jih je smiselno uporabiti za namene turizma, za namestitvene kapacitete, usposobiti do te mere, da potem to postanejo, da se prazne. Najkrat imajo, rekla, lastniki od tega nekaj kraja, od tega nekaj, vsaki se začne ukvarjati z turizmom, bi rekla, tudi prispevati k olepšanju okolice, večjemu izgledu, bolj odprtemu mestu, vključujoč. Ok, ozelenitev, upravljanje tega je to imate vedno, imate komisijo za urbane vrtičke, ampak to ni samo to je precej več upravljanja zelenih površin. Je še kakšna komisija, ki je s tem povezana lahko? Komisija za varstvo okolja. Ok. Boste potem obene, kar tukaj angažirali, recimo. Varnost, a je kakšna, a je to tema, ki se že posebej nastavljala? Ja, varnost, ne vem, to je tudi... Ja, komisija za lovstvo, eno so sam tudi, naprimer, komisija za redarstvo, ki vemo, da eni ljudje že tako oblastila, da bi smeli nositi tudi, naprimer, področje naprej, Vidim, da odkaj, škoda. Hrana bo vode. Bomo poslali, bomo poročilo objavili, pa s temi prezentacijami, ne? Vse tako je mišljeno. Ja, ok. Hvala. To je pa zaposlenost, to je pa vredno, tudi kaj posebej, se ne posebej ukvarjati. Učinkovita raba prostorom je pa, si pa predstavljam, da je pač komisija posebej, ta je zelo taka klasična. Jaz mislim, da se bomo znali za zelo zdravje prve, komisija za zdravje. Aha, to je dobro povezava, ja. Je zdravje. Ja, to pa je, ja. To je velik problem, da je v zadnjem času kar izgorelo. Je res, je res. V bistvu že 30 let se to upada, da se to je nujno. Ja. Bravo, to je z vidika zdravja. Prav, jaz mislim, da bomo mi tole zdaj malo kaotično zgleda, bomo malo sortirali, pa skupaj spravili, poskušali povezati z temi komisijami, kot smo se zdaj pogovarjali in v nadaljevanju, pač zato, da ne bomo samo vas povabili v nadaljevanje, ker je bilo verjetno še kakšen, ki je zainteresiran, ampak bi to navezali na pač neke delujoče organe, mogoče tudi z MOS-om in z OS-om še preveriti, če so tam še kakšne možne sinergije, ne? In pač začeti pripravljati te delavnice. Še enkrat rekel, tam pri zelenih površinah bi bilo nujno vključati tudi izobraževanje. Se pravi, zelena površina kot prostor izobraževanja. Jaz bi si upal trditi, da to velja čisto za vse teme v resnici. Da je to tudi mogoča urba. Še tema mobilnosti, zame je to ključna tudi tema mestnih mobilnost kot taka. Predvsem je neskladje med občinskimi pristojnostmi pa državnimi pristojnostmi. Ena stvar je mobilnost izključno nastavek v mestnem jedru, v tistih primestnih predeljih in tistih oddaljenih, še vedno sestavnih delih občine, še posebej mi imamo maleče občine, morda je to pri nas bolj izraženo kot tudi drugi, ampak mi imamo tukaj velike države glede frekvenc in glede vremenjenosti v mestu. To je nova tema, seveda je tudi urba tako, ampak v zvezi z mobilnostjo po mojem treba precej konkreten kaj, ker je pač zelo široka tema, no? Kateri je problem, ki ga se naslovi? Je to, ne vem, prevelika poraba energije, je to onesnaževanje zaradi prometa, ali je še mirujoč promet v starem mestu, količina, zakaj? Ker prihajajo iz
je do mesta in potem je mirujoč promet v mestu, kateri je za nas velik problem. Ja, zakaj? Ker ni povezave z primestjem. Država pravi 3 prevoze na dan, to je zagotovljeno in to je dovolj. Mi pravimo, da to ni dovolj. Izpusti CO2 to je ogromna uporaba energije, urbanizacije. Sigurno je treba to jesti v smer trajnosti. Tako, trajnostno pogoj. Ključni problem je to, kar je stvari povedala. To razdeljeno na 2 nivoja in potrebe so na primarnem nivoju, denar pa določa država in tukaj je popolnoma skladno. To je ključni problem. Zdaj treba presvetati, to imamo s občine te isti problem, po mojem, tako da je to. Problem pristojnosti občine za določena področja. In dejansko rešujemo težave po zakonodaji, torej težave, ki zakonodaja na državnem nivoju pripisuje. Torej imamo izredno veliko problemov reševanja zadeve, ki niso v naših pristojnosti in jih moramo. Ampak zdaj v bistvu smo pravzaprav naslovili problem organizacije javnega prometa na nek način. Ne vem, javni promet v prevladnih mestih, od nekaj potekal po morju. Morje je v državni pristojnosti, mi ne moramo enega polira dati na morje, enega pomola dati dodatno na obalne pasov, pa nimamo te domene. Konkretno. Zdaj imamo 6. temo, ki se je pojavila, ampak je pomembna, ker vemo, da je pomembno, v resnici vsi s tem srečujemo, slej kot prej. Kaj se dogaja povedati, To bi se povedal, da je trajnostni mobilnosti, mi se moramo zavedati, da Slovenija je majhna, oziroma naša mesta so majhna. In noben javni potniški promet na boljše razni Ljubljanski, na Mariborski, ni rentabilen. Se pravi, treba najti nekaj treba najti neke druge oblike, pregovoriti v grad, ni parking ride, tako da mislim, kjer pregovoriti speš ali pa ne. V takih mestih je jasno. V majhnih mestih je to čisto vse. Je treba mogoče drugače postaviti, da to teme bo mogoče veliko. Je bilo ogromno projektov. Tudi v malih mestih, čeprav se je z malimi mesti najmanj ukvarjalo. Če dam eno pripombo, zato bi razpis države sploh ni bil jasen, ko so bili celostne prometne strategije, jaz sem hotela povezati vsaj 3 priobalna mesta v eno somestje, ne. Če sem se povezala, je bil nonsens. Dobila točke, ne bi nič dobili, ker bomo dobili bistveno manj denarja za narediti več. In je bilo nonsens. Ko sem govorila z odgovornimi na ministrstvu, je njihov pristop čisto drugačen. Poglejmo Slovenijo kot realnost, ne jo primerjati z Evropo. Se vračamo na to, izpostavimo tisto, kar je pri nas dobro. In zdaj omejitev, da samo občina se lahko prijavi, če gremo v združenje občin, ne, to je zame nonsens. In mi zdaj smo izgubili 4 milijone evrov, zakaj? Zaradi tega, da se že spet razdrobimo? Ne. Mislim, hočem reči, ni to cilj. In so nas presili, da gremo v to že spet. Ljubljana se presili, da smo šli v to. Ljubljana ni imela veze s tem. Ne, ministrstva, proti, ne kot mesta. Jaz gledam Ljubljana kot ministrstva, se pravičujem. Mesto še daleč ne ima enake težave kot mi. Lobby je področje regije, tako Mislim, da bomo tukaj pa res nabili eno celo delavnico v resnici v zvezi z prometom, ker, ampak vi pa po mojem je, sicer mogoče tukaj Ljubljana se nas pride, ampak mislim, da je problem v malih in mestih je hujši in drugačen kot v, mislim, sicer v Ljubljani je tudi resen problem, ampak je pristop, samo Ljubljana ga bo lahko pravzaprav v Sloveniji nek drug pristop uporabila. V javnem prometu, v neki veliko zmogljivejši različici je edin za Ljubljano. Je pa res, da ne bo poceni in da bo koristil celi Sloveniji, to pa tudi treba priznati, ker pač vsi na koncu enkrat pristanemo v Ljubljano. Jaz sem več redno v zvezi s tem, kaj pa vrednote? Jaz sem s vasi, v vsaki hiši so 3 avtomobili parkirani. Vrednota je dober avto na asfaltiranem parkirišču. Prav tako, v bistvu spremeniti sistem vrednot. In ko bo spremenjen sistem vrednot, potem bo ljudje se manj avtomobilov, manj se vozili in tukaj je osnova, tukaj je začetek. Tukaj pa meščani gledajo, 3 avtomobile in se ne bo vsedel na mestni promet, ampak ker je on meščan se bo z avtom pripeljal nekaj, ne bo šel v nami. To drugi se se spremeni. No, če
hoče imeti različnih investitorjev. Resnica jih nima. Je pa res, da recimo car sharing, ki bi bil ustrezen odgovor, je pri nas pač še neobstoječen, da je zelo težko. Spet so ovire tiste, ki kako to speljati. Ok, smo zašli mogoče predaleč, Samo zdaj na trajnostno mobilnost, mogoče informacija, 12. maja organiziramo eno študijsko ekskurzijo, sicer ni v mesto je vas, bolj mestece, Werdenweg v Avstriji, ne vem, kdo je slišal, tam so začeli pred kakimi 10-15 leti, ko se je začelo mesto vas prazniti, se odločili, da bojo gradili na turizmu in na trajnostni mobilnosti. In se jim je pokazalo za odlično in imajo zdaj neke sisteme, dobiš, če prideš z avtom in jim daš ključe, dobiš kartico in s to kartico uporabljaš 60 vrst nekih mobilnih mehkih variant, od teh električnih skuterjev, koles, ne vem, do nek krpljev za sneg z nekimi elektronami, kaj ti pomaga, da greš lažje. Tako da, zelo zanimivo in se jim je zelo obrnilo, začeli so se graditi hoteli, ljudje množično prihajajo, samo na temo te trajnostne mobilnosti, to je bil trigger, da se kraj začel razvijati. Jaz pa še eno informacijo, pa 12. aprila v Urbani forum, ki je mestnim občinam sicer namenjen, v prvi vrsti isti dan popoldne, to je pa čisto sveda informacija, bomo pa imeli dogodek, ki bo pa dopolnjeval tega, ampak bo namenjen vsem občinam, predstavitev sistema namestitve beguncev z razpršene namestitve po občinah, italijanskega sistema SPRAR, no? Ne vem, koliko poznate. Pač Italija ima to, država podpira v bistvu pač z financami, občine se da prostovoljno nekako prijavljajo v ta sistem in potem pač so v tem videli veliko priložnost. Zdaj postopoma se pa ta mainstreama, no, ta sistem in skušamo pač prispevati tudi k temu, da se ta dobra praksa malo po Evropi širi, ker pač smo imeli priložnost najbolj spoznati, tako da bo popoldne bo pa pač dogodek temu namenjen, no, da bomo imeli to predstavitev tega sistema. To bo pač tudi zelo aktualno v zvezi s temi sistemi kvot, če drudzgani, ki se bojo zdaj pač. Ja, to da poznam Italijo, kako dobro Italija ima dva ekstrema, nekje je to zelo dobro razširjeno, nekje pa podatno slabo razširjeno, nekaj ustvarja geto. Kaj se dogaja nekaterim Italijanom danes, je, da živijo v teh njihovih hišah, ki so imenovanih upravljeni njihov stanovanjski sklad, ki na regionalni ravni bil do zdaj in še vedno se združuje. In so ljudje zaprti, socialno šibki v enem getu. In oni dejansko od nas se učijo, kako ustvarjati socialni miks. Dejansko, da se meša prebivalstvo, ne? In to so delali naši stanovanjski skladi zelo, zelo dobro. In tako da je, pri njih je velik ekstrem, no? Tako da jaz ne bi rekla, da je ta vrhunska malina, zelo dobrih primerov, ampak tako da recimo financira obnovo starih hotelov, da namesti od 1200 beguncev, ampak to še vedno počne. To še vedno počne, s tem državnimi. To ni ta sistem. Še vedno to danes počne, Zato je ta sistem, ki pa ni te vrste, no? To je zdaj seveda... To je tisti, ki smo pokazali na jogu, v smislu, ne? Tako dalje. Recimo, ampak je posod, tudi v Trstu deluje ta sistem, ampak je pač na drugačen. Sej bi bilo dobrodošlo slišati tudi drug vidik, tako da ste seveda vabljeni na dogodek, da poveste še pač izkušnjo, mogoče koga. Jaz poznam zelo dobro njihov javni stanovanjski sklad, smo sodelovali na projektu, tako dalje, ne? Recimo, imajo problem, ne vem, starejših prebivalcev, ki živijo v tretjem nadstropju brez dvigala, postanejo invalidni pri določenih letih in tako dalje, in kako to rešujejo v teh starih zgradbah, ko imajo omejitve, bolj starejše ljudi selijo, mislim, je hud problem. In socialno so vsi šibki, tako da enostavno se ne obnavlja nič, ne more obnavljati nič. Tukaj gre pravzaprav za sistem, kjer se pač posameznik na trgu najema stanovanja, kjer so razpršena mesta. To je v Trstu enako. Ampak tukaj so izključno prosilci za azil in begunci, samo za to gre. Če nimajo državljanstva, nimajo pravice do stanovanja, govorimo iz vidika. Potem, ko dobijo status, se spremeni. Sam to, evo. Smo zaključili, kot rečeno že prej. Pripravili bomo pač eno kratko poročilo iz tega.
spel, ampak bomo pa vse gradilo dali gor, no? Tako da boste to dobili in tudi tale povzetek bomo seveda uporabili za to, da bomo nadalje te delavnice pripravili. Tekom tega razpisa bomo sigurno vsaj eno, če ne že dve, tudi na te teme. Po mojem na te dve, ki sta bile najbolj pereče, bi jih mogoče najtežje popravili. Bomo se pa še v dogovorih za skupnosti občin in z ministrstvom. Hvala vsem, ki ste ostali do konca in zdaj vabljeni, mislim, da je to zdaj že izkrana tudi. Ne. Nekaj še vidim, ja. Bo pa hvala. Ja.